Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V svetovalnici se bomo danes posvetili posebnemu obdobju v življenju ženske, ki je polno skrbi in veselja, vprašanj in tudi dilem. Nosečnost in nato seveda starševstvo. V našem studiu lepo pozdravljam dve gosti. Danaja Oblak že od leta 2013 izobražuje nosečnice in pripravlja starše na porod in starševstvo prek spletne strani nosečka.net ter obsežnega fizičnega priročnika, pa tudi prek foruma. Dobro jutro, lep pozdrav. Dobro jutro, lep pozdrav. In pa Eva Milar-Mojškrc, ki je pediatrinja in bo z veseljem odgovorila na kakšno vaše vprašanje povezano z malimi bitjeci. Obe sta tudi mamici. Dobro jutro tudi vam. Dobro jutro, lep pozdrav. 01 512 10 00, naša telefonska številka, lahko pa seveda tudi pišete na elektronski naslov studio@ognisce.si. Danes v dobi interneta je veliko informacij na voljo takoj, ampak virov informacij je veliko, različne prihajajo do nas, tako da se je treba ves čas odločati, kaj bomo brali, čemu bomo sledili. Kaj pravita vidve o tem, kako so danes dekleta, žene pripravljene na to, kaj jih čaka, kakšna vprašanja so najpogostejša, kako so izobražene o svoji nosečnosti? Morda začnemo pri vas, gospa Eva Milar-Mojškrc. Ja, jaz mislim, da v današnji dobi interneta, tako kot ste rekli, je na voljo zelo, zelo veliko informacij in v bistvu, kar je na nek način prednost, po drugi strani pa seveda slabost, ker se moramo nekako odločati, kaj je v bistvu dobro, kaj je tisto, kar je tisto pravo, ne? In jaz vedno pravim, kljub vsej tej informacijski tehnologiji, ki je na voljo, je še vedno najboljše tisto, kar mi čutimo znotraj, ne? Tisto, kar je položeno v nas, in se mi zdi, da če gremo tako iz sebe ven, iščemo potem na nek način, to bo mogoče še Danaja potem lahko povedala, neke potrditve, ali je to res v redu, ali je to tisto pravo, in se mi zdi, da nekako združitev obojega, tisto, kar je v meni, in potem neka potrditev, sploh pa seveda tudi potrditev z okolice, še vedno ta neka živa navodila, ne, kljub vsemu so tisto, po čemer pač v bistvu tudi in današnje nosečnice in pa potem mamice nekako hlepijo po tej neki potrditvi. A res delam dobro, ali res sem se dobro pripravila na to, ne. Se mi zdi mogoče to največja težava, kako ločiti tisto, kar je ta pravo, ne? In v bistvu to, kar na nek način pediatri ali pa že prej ginekologi delamo, ne? Tudi potrjujemo, seveda tudi osveščamo, hkrati imamo pa v bistvu pomoč, ne? Pri vas, sploh recimo portal Nosečka se mi zdi ena taka zelo, zelo dobra stvar, ker smo strokovnjaki, ki smo sodelovali na tem portalu, v bistvu nekako podali pravi vir informacij, in prednost seveda tega je, da pač v bistvu je to dostopno ves čas, ne? Tako da nekako z roko v roki sodelujemo, ne? Dobro je, če se pravi, stroka ima tudi nekaj besede, ne? Da se ne samo na rekla kazala osredotočamo. Kaj so tista najpogostejša vprašanja, gospoda Danaja Oblak? Jaz bi rekla, da nosečnice načeloma so zelo, tudi ko smo mi vzgojene, se mi zdi ta naša generacija, da se zelo močno informiramo, ne? In potem gremo brati knjige, gremo brati spletne vire, v bistvu se tudi pri ginekologu in pediatru potem izobražujemo na to temo, veliko sprašujemo, ampak v bistvu tukaj, ravno tako, kot je Eva povedala, zelo pomembno je bilo meni, ko sem imela to vizijo, da zberemo vse te informacije, da so strokovne, da v bistvu nosečnica najde na tak poljuden način napisane res strokovne informacije, ne. Zdaj, večinoma jih zanima, kako poteka nosečnost skozi tedne, kakšne so specifike, kaj lahko je, česa ne sme, to je v bistvu najbolj tista, a lahko alkohol, kako je s cigareti, to so te zadeve, a pa mogoče eden bo lahko škodil ali ne, ali kako ne. In potem jaz bi rekla, točno tako, kot je rekla pač Eva, naj realno v resnici naj proba čim bolj sebe poslušati, ne, to zdaj ne pomeni, da bo mogla, da lahko zdaj pač vse počne, ampak naj se nekako posvetuje z ginekologinjo in naj sebe posluša, naj zaupa sebi. Vse se bo slabo počutila, ne. Recimo, meni so govorili, tako ena osebna izkušnja, so skozi govorili, ja ne, lahko pa 1 deci
rdečega vina, ni panike, ali pa tako 2 požirkca, kjerkoli sem jaz vedno brala, je vedno pisali, da absolutno zero tolerance za alkohol, sploh, če gledamo iz Amerike, da prihajajo te zadeve. Jaz sem naredila en požirek in me je glava začela boleti. Takoj me je začela glava boleti. In recimo, bolj moraš biti pozoren na svoje telo. To je tako obdobje kratko, načeloma 9 mesecev, ki si lahko zelo povezan tudi s svojim telesom in bolj čutiš. Itak mati narava nam je že dala ta čut, da je bolj še močnejši takrat, ko otroka nosiš, ne. Ampak seveda, verjamem, da je marsikatero dekle že ženska zmedena vseeno ob tej poplavi informacij in potem izgubi, se mi zdi, tudi stik sama s sabo, ne ve več, kaj je prav, kaj ni prav, je zmedena z eno besedo. Tako da je res pomembno, da dobi nekje odgovore na svoje vprašanja, ki so strokovni in da jim tudi zaupa. Tudi to je pomembno, ne? Kako doseči zaupanje med tistimi, ki vas berejo. Ja, jaz recimo, nosečka obstaja že 10 let, ne? In jaz sem v bistvu začela na tak način, da sem šla iz svoje prve nosečnosti in sem res v bistvu tisto, kar sem jaz raziskvala, začela potem objavljati. Potem sem se začela združevati z ginekologi in pediatri in ostalimi drugimi strokovnjaki, zato ker jaz sem vedno mnenja, da stroko slovensko je treba poslušati, ker imamo na vrhu v svetu, pač kar se tiče ginekologije in porodništva in tudi pediatrije, sploh neonatalne, ne. Tako da se mi zdi, da bi bilo škoda ne izkoristiti te povezave, če imam jaz možnost, to možnost sem si priborila nekako, pridobila. In v bistvu na nosečki bojo res vse vsebine, ki so strokovne. Tako da, če recimo pride nosečnica gor na stran, si lahko pač poišče, karkoli jo zanima, ne. Poleg tega smo pa zdaj naredili tudi to šolo za starše, smo jo ustanovili spletno, kjer so pa tudi sami delujoči pediatri, ginekologi, porodničari in drugi strokovnjaki, ki so delujoči v slovenskih porodnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah. Tako da bo res dobila te prave informacije, ko se bo pripravljala na porod. Mogoče bo imela še celo spoznala, možnost poznati kakšnega izmed naših strokovnjakov tekom tega časa. Mogoče, če se še jaz navežem ravno na to, ne, zdravniki še vedno zelo cenimo ta pristen stik oziroma osebni odnos, ne, pač k nam pridejo pač ali pacienti ali pač v našem primeru pediatričnem seveda otročki z starši, ne, in mi seveda smo omejeni, ne, v kratkem časovnem obdobju moramo dati na nek način veliko informacij, no, in se mi zdi mogoče tudi na nek način lahko težko dostopni in ravno ta povezava, ne, se pravi, da pač v bistvu vse te informacije, ki jih mi itak tam povemo, ne, v bistvu so potem na voljo ne vem, 24/7, ne, se pravi, hkrati govorimo pa vsi isto, ne, se pravi, ni nekega dvoma, da bom jaz, ne vem, povedala nekaj čist drugega, kar bo potem v resnici, ne vem, nekje se prebralo in se mi zdi, da ravno to, kar sem že prej omenila, ne, se pravi to neka enaka naravnanost, se pravi vir informacij, se mi zdi tukaj ključen, da se podpiramo drug druga, kar je pa seveda slabost, mogoče v našem primeru, da še nismo vstopili, ne, na ta tako z neko polnostjo oziroma z neko tudi vizijo v ta spletni del, ne, da se mi še kar radi držimo teh svojih, ne, ambulant ali ne vem, v našem primeru pač, ne vem, bolnišnice, v mojem, ne. Se pravi, da pač nekako se še malo upiramo temu in tukaj nam pač v bistvu vi pomagate, ne, da pač širimo na nek način ta glas, ne. No, lepo. In če se zdajle kar osredotočimo na spletno stran www.nosečka.net, eden od zadnje objavljenih zanimivih člankov je 8 pogostih napak, ki jih počne vsaka nosečnica. In zanimivi so, ne, zdaj jem za 2. Je prvo poglavje, potem kako je z domačo lekarno, kako je s pancem, kako je s priboljški, vadbo, izbiro porodnišnice. Pa morda se kar tukaj ustavimo pri izbiri porodnišnice. Se mi zdi, da je to postala ena modna muha, da iščemo najboljšo porodnišnico. Kakšen je vaš pogled morda, gospa Iva Miler-Mojškrc? Jaz bi v bistvu rekla to, kar je Dana že omenila, ne, da smo v bistvu, kar se tiče
teh, rečem, perinatalnih podatkov, se pravi obolevnost, umrljivost, mi smo v svetovnem vrhu in to je v bistvu plod enega, trdega dela znanja desetletja, da smo nekako uspeli na nek način obdržati v bistvu celo perinatologijo znotraj v bistvu javnih bolnišnic, ker vemo, kak je v svetu trend, pač, če imaš več financ, ti bo več omogočeno, ampak tukaj je pa dejansko vsaki mamici omogočeno, bodoči mamici, da se otroček rodi oziroma da je ona deležna v bistvu najkvalitetnejše oskrbe v katerikoli slovenski porodnišnici in si upam trdi, da so pač v bistvu vse porodnišnice naše slovenske v svetovnem vrhu, ker so pač v bistvu si želimo kakovost in kvaliteto in v bistvu ves čas delamo na tem. In tako da v bistvu bom rekla, to, kar jih loči, pa si ne bi upala trditi, da jih loči, so pač, mogoče stopnja neke zasebnosti ali imam, svoje lastne toalete, skratka, na nek način take zelo finese, ampak kar se pa tiče, varnosti, kakovosti, strokovnosti, pa si upam trditi, da je to po Sloveniji zelo na visokem nivoju in tudi bom jaz, kljub temu, da jaz delam v tej ekipi, rekla pač v bistvu hvala vsem, ki se trudimo in trudijo, da tako ostaja tudi naprej. Morda samo ta pogled še, recimo, če sama pomislim na tiste, lahko so ure, lahko so pa minute in če smo načrtovali porod v eni oddaljeni porodnišnici, lahko se tudi tukaj zaplete, ne? Jaz bi rekla, da je sigurno najbolj pomembno, da si izbere porodnišnico, ki je njej najbližja. Zdaj, prvi porod se itak ne zgodi kar tako, ne? Pri vas se ni, ne? Ne, pri meni se absolutno ni, ne? Tudi pred drugemu ni bilo, pred drugemu sem že vedela in smo se pa še igrali zunaj z prvo hčerko do konca, s popadki in z vsem po kosezah poigrali, tako da mi je bilo v bistvu čisto vseeno. Jaz recimo sem šla roditi v Postojno, ker se mi je zdelo, da tam so imeli porod v vodi, ne? In sem hotela to preizkusiti. Itak nisem rodila potem v vodi, ne? Nekaj, kar si predstavljamo in potem je pa realnost, ne? Še ene pol dneva je trajala. In se voda že veliko krat ohladila. Tako da potem v drugo sem se pa odločila kar za Ljubljano, zaradi tega, ker pa moram reči, eni pravijo, pač Postojna ful boljška Ljubljana ali pa Jesenice boljška, ali pa to so, pač vsak čist po svoje nekaj govori, ne, mislim, jaz sem bolj v tem delu, ostalih ne poznam toliko dobro, ampak res obravnava absolutno enaka. Pa, smo pa tako strokovno, ženske različne kot tudi. Tako, to je v bistvu dejansko samo kozmetika, tako kot je rekla Eva. Meni je bilo pomembno, da je majčkam bolj zasebnosti v prvo, v drugo mi je bilo vse, sem razpetimi v sobi, tako noč nismo več spali takrat, tako da se nisem prav preveč sekirala. Sem želela imeti samo cool porod, pa da sem čim prej doma. Jaz bi mogoče sam to še dodala in se mi zdi, mamice in se pravi, bodoče mamice poznate verjetno porodne načrte, se pravi, mi smo tako, strokovnjaki smo tako malo rezervirani, do tega bili, ampak hkrati pa v bistvu vidimo, da je ta, recimo, če rečemo porod, mogoče en tak skupen projekt, malo tehnicistično se bo slišala, se pravi pač, mi želimo bom rekla, vedno bolj se zavedamo tega, kako pomembna je že v bistvu ta priprava, se pravi ta komunikacija, ki bo stekla, med babico, med porodničarjem, med pediatrom, skratka, in pa seveda med mamico in tudi očkom, zelo veliko očkov je tukaj zraven. In skratka, ta porodni načrt pomeni samo to, da va se pomeniti, kako bo to potekalo. Seveda mamice pridejo, 3 strani tega in pol. Jaz vedno vprašam, kje pa je pediater tukaj zraven, ker ponavadi pediatri pri normalnih porodih seveda nismo zraven, oziroma šele pol, ko otroček že rojen, ga pregledamo, ampak skratka, ta neka želja po nekem
Ja, Imeti vse pod kontrolo, ne? Na nek način imeti vse pod kontrolo, po drugi strani pa tudi v bistvu po nekem partnerstvu, ne, dejva se pogovarjati, kaj lahko gre in to, kar ste v bistvu omenili, ta individualno vsake ženske, ne, se pravi tako, kar si že ti sama rekla, ne, se pravi, prvič sem si želela to in to in to, potem drugič ti je bilo pa popolnoma nekaj drugega, ker si že imela izkušnjo poroda za sabo, ne, in si prav, v bistvu si dala fokus točno, ok, v redu, porod mora biti v redu, ostalo bomo že. Ja. Se pravi, če pa se posvetimo še malo tem ostalim tematikam, kaj pravita glede spanja v nosečnosti, glede uporabe zdravil, glede prehrane? To so seveda zelo, zelo pomembne teme. Narejeno je ogromno kliničnih, zelo dobrih študij, ravno na temo, to, kar ste prej omenili, ali ne jem za dva, ali kako ne jem, kaj ne jem, ne. Se pravi, en tak poudarek zdravi hrani, ne. Pa to ne rabimo zdaj naštudirati celih priročnikov, kaj je to zdrava hrana, ne. Pač jemo sezonsko to, kar je pač času primerno in seveda pa v normalnih količinah, ne. Otroček dobi popolnoma vse, tudi če jemo. Vemo, da imamo nosečnice, kakšne seveda posebne želje in potem morajo bodoči očki, ne, ob nenavadnih urah kaj iskati, ne, ampak se mi zdi, da to, kar so že v bistvu ali naše babice, ali naše mame, ne, se pravi, one so vedle, da pač je to neko, ja, fiziološko, naravno stanje in tudi v bistvu prehrana, ne, tukaj ni nič kaj bolj posebna, ne, se pravi, Nič močnejša. Nič močnejša, skratka, normalna. Nič kaj drugačno v resnici, ne? Samo malo več je treba paziti določenih takih strupenih zadev. Ne? Ja, to, kar pač v bistvu si tako želimo tudi takrat, ko nismo noseče, ne? Se pravi pač zdrava, kvalitetna hrana, nepredelana hrana, skratka, nič posebnega, ne? Mogoče bi na tem mestu še omenila, ampak mislim, da so kar seznanjene nosečnice z tem dejstvom. Moram se izogibati tega, ker bo otrok alergičen, ali pa tega, skratka, in včasih je šlo zelo, sploh če recimo bila nek podatek o nekih alergijah v družini, ne, so zelo izločene nosečnice, skratka, zdaj ni več tega, jest vse od kraja, razen seveda, če je ona recimo alergična neko stvar, ne, tako da nič nobenega izločenja in tudi kasneje po porodu, kaj še malo med dojenjem, med dojenjem pa celi miti o tem, česa ne, in soseda je rekla to in prebrala sem to in tako naprej, na koncu v bistvu res dobimo eno tako mamico doječo, ki pa njej zelo primanjkuje, ne, teh v bistvu osnovnih živil, sploh pa teh mikrohranil, pa tako da čim manj diet. Če pa že, je pa potem to res dogovor z zdravnikom, ali je to alergolog, pediatr, pač kakorkoli, ne, se pravi, kdaj je to indicirano, ne, tako da. Se pravi, glede prehrane, da seveda je pa pomembno tudi, da ne pretiravamo, kajti potem, če bomo nabrali teh kilogramov zelo veliko, bomo tudi potem po porodu imeli malce več težav, tudi težko se bomo gibali, težko bomo recimo skrbeli za. Mogoče ne samo to. Čisto osebno mamica, ne, in pač v bistvu otroček, ne, se pravi. Še sladkorne bolezni. Tako. Sedaj v bistvu po celi Sloveniji, se pravi v vseh teh dispanzerjih, kjer se vodi nosečnost, zelo velik poudarek v bistvu na tem vzdrževanju, rečemo normoglikemije, se pravi pač ustreznega krvnega sladkorja, ravno iz tega naslova teh zapletov, ki se lahko potem v bistvu zgodijo pri otročku, o porodu in pa kasneje, ne. Tako da smo kar tudi zelo dobri v tem in mamice kar sodelujejo, tako da smo veseli, ne, da v bistvu lahko nekaj vnaprej preprečimo, ne. Tega smo vedno veseli zdravniki, da pač preventiva je boljša kot kurativa. Se pravi, da bi pa rekli, da je pa povezava med alergijami in neko prehrano, pa je še niso odkrili. Mislim, povezava vsekakor na nek način je, ne? Ampak tukaj pri alergijah je seveda tako široko polje. Zelo, zelo široko polje, tako da vsekakor presega okvire te oddaje. Ampak samo omeniti, no, res, da želimo, da se pač je vsa zdrava, kvalitetna hrana tako v bistvu v nosečnosti, oziroma tako kar neki študije že v bistvu za pred nosečnostjo, ne, ko se odločamo, recimo načrtujemo nosečnost, se pravi, kako pomembni so že v bistvu ti meseci, za to, da nekako pripravimo telo, ne, na neko drugo stanje. Ne.
Sama se spomnim recimo tudi pomena uživanja folne kisline. Tako, absolutno. Je tudi to priporočljivo že prej, ne? Folna kislina in v bistvu cel spekter vitaminov, ne? V bistvu nek tak multivitaminski preparat z dodatkom folne kisline. Ne? Pa tudi pomemben je, da ga potem po porodu, ne? Ker v bistvu vse te vitaminske zaloge in kar ona ima, gre v proizvodno mleka. Ne? Vedno gre vse, ne? Dojenčke in proizvodno mleka, potem mamici primankuje. Se potem težave z mamicami, tako da ne se kar to nadaljevanje teh prenatalnih vitaminov, folna plus ostali vitamini, minerali, kar jemlje naprej v obdobju nosečnosti oziroma dojenja. Kaj pa vadba? Vadba absolutno priporočamo, se pravi, da je nosečnica aktivna tako, kot je bila, oziroma če ni bila, da postane aktivna. Ne? Tukaj imamo zelo, zelo širok razpon, se pravi. Ampak lepo nežno, pa počasi. Tako, absolutno se treba prilagoditi, hkrati pa seveda, ne? Če pa je kakršnakoli patologija v nosečnosti, absolutno upoštevati navodila ginekologa, ker vemo, lahko je, ne vem, karkoli z placento, se pravi, z posledicami narobe in seveda druga stanja, ne vem, insuficientni maternični vrat, karkoli takega, skratka, 1000 drugih stanj še in absolutno z ginekologom predebatirati. Ne. Drugače pa seveda, ne, nosečnost je fiziološko stanje in v bistvu, če smo bile prej aktivne, tudi, ne vem, tek ali pa, ne vem, kakršnokoli druga vadba, ki jo ves čas že delamo, ni nobenih ovir, da tega ne bi delali naprej. Ne. Ravno začeti pa ne. Vsekakor pa, če pa nismo bile aktivne, potem pa seveda, ne vem, ali sprehodi, ali v bistvu, mislim, da je tudi na spletu kar veliko ponudbe na to temo. Mi imamo recimo tudi v svoji šoli, v naši šoli za starše imamo tudi pač te prilagojene programe, ki jih Nuša Gnezda izvaja, ki je tudi specializirana za nosečnice in mamice po porodu. Tako da jaz bi pa sam poudarila še poleg tega, da je fino, da je fizično aktivna, ne, da v bistvu mišice krepi, zato ker v bistvu pri porodu je bo res veliko rabila. Porod bolj kot bolečina je v bistvu kot nek maraton, ne? Se zmatraš, v bistvu rabaš energijo, rabaš moč, mišice rabijo moč. In bi rekla, da se mora tudi naučiti sproščati, ne, popuščati te mišice, ker ti moraš v bistvu v krču so mišice celke telesa in potem se moraš tudi sprostiti vmes med popadki, ne? Da v bistvu dojenček pride ven. Tako da fajn je, da se tudi majčkeno meditira, malo se sprošča, malo globoko diha, tako da se nauči tudi pomirjati sama sebe. Ja. To jih bo prav prišlo. Se spomnimo prvemu porodu, ki tega nisem imela še v zaveščenega dovolj in pri drugemu je bilo to že veliko boljše. Ja, znati se je treba poslušati, kot rečeno, strokovnjake. V našem studiu sta danes v svetovalnici Eva Miller-Mojškrc, pediatrinja, in pa Danaja Oblak, ki je podjetnica, ampak v te vode zašla pravzaprav kot sama mamica. Sicer pa s svojim portalom nosečka.net, s svojim forumom tudi in šolo za starše pomaga, da postajajo mamice bolj ozaveščene, ko se podajajo na to pot. Tako da hvala tudi za to, da to počnete. Sicer pa v nadaljevanju bo kakšna priložnost tudi za vprašanje strani vas, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, 01 512 10 00, naša telefonska številka, ali pa seveda spletna pot prek elektronskega naslova studio@ognjisce.si. V nadaljevanju zdajle morda še, če se ustavimo pri samem, rekli ste, da porodni načrt je nekaj, kar mamice, bodoče mamice ali pa tiste, ki so že rade pripravijo, verjamem, da pri prvem otroku je bolj pogost ta pojav, kot pa potem pri naslednjih. Ne? Ampak sicer pa, ko pride do samega dogajanja, kaj pa vi pravite kot pediatrinja, kako pomembno je morda tudi to, da nosečnost res traja dovolj dolgo. Veliko imamo primerov nedonošenčkov, ravno nedavno smo se jim posvetili. Tako, ja. Zakaj je to tako pomembno, da je otrok čim dlje na varnem? Ja, to pa spet gremo nazaj, ne, se pravi, zakaj je narava tako predvidevala, ne, da pač otroček rabi v našem primeru, ne, živalskem je pa drugačne. 9 mesecev, ne, skratka, pač tukaj pride seveda do bomo rekli,
razvoja takšnega, ki je pač v bistvu načrtovan bil že od samega začetka. Ne. To pomeni, vidimo pri nedonošenčkih, ki se rodijo zelo zgodaj, vemo zdaj 25 tednov oziroma že prej, že pri 22 tednih, da kako je vse to, se pravi vsi organi, ki so vitalnega pomena, predvsem pljučka, črevo, možgani, skratka, kako je še na teh stopnjah, teh zgodnjih tednih to nerazvito in kakšne so v bistvu lahko posledice tega, če se pač v bistvu rodi otroček toliko prej. Hkrati pa v bistvu... Ni dovolj samo, da preživi, ne? Ni dovolj, da razviti. Tako. Hkrati pa v bistvu v zadnjih letih, desetletjih, medicina kako je šla naprej, se pravi, kako lahko kljub tem zgodnjim tednom, ko so nedonošenčki toliko prej se rodijo, to gre celo več mesecev prej, v bistvu nekako želja, vizija, da bi lahko tudi izven mamice znali jim pomagati na ta način, da bi se vsi organi zelo dobro razvili, se pravi brez posledic, se pravi, da bi te zelo nežne strukture, ki se še niso dobro razvite, prišle do te najbolj optimalne funkcije. Se pravi, tukaj nas čaka še zelo veliki izziv, smo že na neverjetno dobri poti, hkrati pa seveda... Kje se rado zaplete? Rado se zaplete ravno na teh nežnih strukturah. Se pravi, pljuča še ne izločajo vseh teh snovi, ki jih oziroma niso še razvite vse strukture, ki pač prispevajo to, da lahko otroček samostojno diha, prav tako, in črevo, predvsem pa možgani, kako zelo občutljivi so in ranljivi v tem zgodnem obdobju. In se pravi, kako lahko mi izven mamice ustvarimo takšne pogoje, da bo to šlo v pravo smer, na dolgi rok. To je pač v bistvu ta izziv, ki ostaja vsi perinatologi oziroma predvsem neonatologi v nekako stremijo v to smer, da bo šel razvoj pač tudi, bomo rekli, izven maternice čim bolj ugodno. Tako da, kot rečeno, zelo dobri rezultati, ampak zelo veliki izzivov pa še vedno ostaja. Je pa sicer tak trend, da ostajata oba v porodnišnici, mamica in otroček, potem dokler ni ta situacija dovolj. Tako, ja. Tudi mogoče še to povem, ta na nek način delitev dela, se pravi, prihajam iz bolnišnice Slovenj Gradec, kjer nekako, če pride pri nas do tako zgodnega poroda, se trudimo, da pač otroček dobi najbolj optimalno nego, terapijo, diagnostiko, na ta način, da potem ali otročka, če se pa le da pa hkrati za mamico, temu se reče transport in utero, to pomeni v maternici še, Skratka, če se to začne že dogajati, ga premestimo tako, se pravi, otročka v mamici še ali pa izven, seveda, če je že prišlo do poroda, v tako imenovane terciarne ustanove, ali je to pač porodnišnica Ljubljana oziroma Maribora. Tukaj smo zelo dobra mreža je vzpostavljena v Sloveniji in tudi v bistvu pohvala, da smo to v vseh teh letih na ta način uspeli. In v bistvu to so res referenčni centri, kjer se pač v bistvu zbirajo primeri iz cele Slovenije in ravno na ta način v bistvu lahko se dosegajo tako dobri rezultati. Eno od pogostih vprašanj je tudi, ko se mamica pripravlja na porod, je, ali bom uspela dojiti. Še o tem nekaj besed. Ja, dojenje vemo, to je pač najboljša hrana v bistvu za optimalni v bistvu razvoj otročka. Se pravi, prilagojeno, individualizirana za vsakega otročka posebej. Se pravi, nobena mamica nima istega mleka. Skratka, čeprav poznamo zgodbe o dojiljah in tako naprej. Včasih je to šlo, da je malo bolj komplicirano. Tako da ja, dognanja, kar se tiče v bistvu dojenja samega, se pravi, predvsem tisoče prednosti, čist v bistvu od sestave mleka do v bistvu imunske funkcije, do v bistvu vseh ostalih, v bistvu čist tega povezave mamica, otroček,
kako, na koliko nivojih se vse to vzpostavi, ne. In seveda v bistvu in mamice že prej in pa posebej potem, ko se rodi v porodnišnicah, ne, zelo se trudimo, da pač v bistvu jim pomagamo, da v bistvu ta proces dojenja nekako steče, ne. Tako da na voljo so svetovalke za dojenje z posebnimi znanji, ne, tako da res nekako se trudimo, da pride do tega. Seveda pa kdaj, moram reči, mislim, jaz sem relativno realistična, kar se tega tiče, ne. Da seveda kdaj se pač žal proces ne vzpostavi takoj, ne, ampak šele v bistvu malo kasneje neka specifika, neke anatomske posebnosti, skratka, ali pri otročku ali pri mami, nič narobe, tudi zato obstaja, ne. Se splača truditi in ustrajati. Ja, hkrati pa v bistvu tudi ta možnost, ne, da je tudi kak otroček hrani po steklenički in v bistvu tudi, bom rekla, realistično adaptiram mlečne formule v današnjem obdobju so v bistvu zelo dober približek maminega mleka, seveda daleč od tega, da bi bile že tam, ampak bom rekla, včasih ravno po porodu, ne, ker je tako velika želja, da bi dojila in vse, in potem včasih ne gre in res ena velika frustracija potem iz tega, ne. V bistvu moramo tudi mamici na ta način v bistvu prisluhniti, jo spodbuditi, ne. Pa mogoče to, da po porodu patronažna služba, ne, se pravi zelo dobro organizirano v Sloveniji, res takoj pride domov, vse so opremljene zelo, bom rekla, širokim diapazonom znanja, kar se tiče pomoči recimo pri dojenju, pri vzpostavljanju, ne, tako da tukaj pač res tudi ta trud, kot sem že večkrat danes rekla, desetletja, ne, kam je v bistvu se pozna in v bistvu zaradi tega smo res v bistvu. Čeprav se ležalne dobe v porodnišnici krajšajo, ne, skozi ta desetletja, se mi zdi, da se je kar pozna, zdaj mislim, da 48 ur, če je vse seveda v redu, tako da tudi, če pride domov, še vedno ne bo ostala brez pomoči. Ne, absolutno ne. Dejansko tudi recimo pri nas v naši porodnišnici je, če je v bistvu vse v redu za mamico, z otročkom, da se vzpostavi nekako ta proces hranjenja, da otrok ni ikteričen, potem, skratka, da sta oba nekak je trend, ne, sploh, če je že mamica, recimo, ne vem, drugorodka in oziroma Želi prvemu otroku domov, ki se to najbolj spomnim. Skratka, je trend, hkrati pa v bistvu res ta patronažna služba, ne, potem, ko pride, v bistvu je samo nadaljevanje vsega tega, kar v bistvu mi smo začeli, ne. Ja, zelo dobro, pomirijo tudi patronažne, velikrat pridejo, vse ti pokažejo, vzamejo si čas, ni tako, da bi se jim kam mudil, no, tako res fajn. Dobro, pri koncu oddaje smo, morda samo še beseda o šoli za starše, tudi ta poteka prek vas, se pravi pomen tega, kako dobro je, da se mamice bodoče in tudi očki seveda vključijo. Ja, seveda očki, to sem zelo vesela, da se v zadnjih 10 letih, kar imam jaz to vidim, da zelo rastejo prisotnost očev, pa tudi v bistvu se učijo, veliko berejo članke, tako po analitiki. Šola za starše pa je bila ustanovljena iz tega namena, da v bistvu čim več informiramo mamice, čim bolj, da imajo na spletu vse na voljo, da lahko kjerkoli to pogledajo, da imajo celo leto videomaterial. Tako, videomaterial, ja. Ne samo pač v tistih 4 dnevih, sicer šole za starše v zdravstvenih ustanovah so super in jaz bi vsem to priporočala, absolutno, ker strokovnjake predavajo in bo res strokovno, ne bo to pač nekaj privatnega, ki je po svojem, ampak bo dejansko čisto strokovno. In v bistvu ta spletna šola je nekako nadaljevanje tega, ne, se v bistvu združujejo vse te teme plus še določene dodatne in celo leto so na voljo, ne, kar je super, v bistvu si lahko pogledati takrat, ker je res tista specifična obdobja. Tako, takrat, ko potrebujemo. Tako, ja. Hvala lepa obema za obisk v našem studiu, seveda bi lahko še kar nekaj časa govorili, ampak čas se nam je iztekal, Danaja Oblak in pa Eva Miler Mojškrc, uspešno naprej na poti, seveda, da bomo imeli čim več otročkov v Sloveniji, ne? To si želimo. Bravo. Tako, vse dobro, oddajo sem pripravila Tanja Domenko. Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.